No, za začetek lepo pozdravljeni ponovno na Večerovem modru in pa tudi v samem Mariboru. Doma bi lahko rekli, pa je Maribor po vseh teh letih še vaš dom, oziroma je Maribor vaš, ste tudi vi mariborski še vedno? Marija, koliko vprašanj že na prvo. Ja, hvala lepa. Zelo sem vesel, da zdaj dežuje, da bo potem v redu, ko bo se koncert začel. Jaz sem v Mariboru rojen in kot Mariborčan mi tega ne more nihče vzeti, niti dejstvo, da živim kje drugje, niti dejstvo, da se ukvarjam z veliko različnimi stvarmi, ki jih včasih v Mariboru ni. Glavnem, ta lokal patriotizem je ena od tistih stvari, skozi katero sem dejansko postavil svojo kariero. Veliko tega sem si tudi sam zmislil in tem neskončno uživam. Tako da, kako bi rekel, ne boste se me kar tako zlahka znebili. Prej ste dejali, da boste letos že 17. nastopili tudi na Jurčkovem modru. Zanima me, kako sploh potekajo ta dogovarjanja za vaše nastope. Si že naprej bukirate nastop za naslednje leto ali še vedno čakate klic organizatorjev? Ja, seveda, še vedno čakam klic organizatorjev. Zdaj, kako bi rekel, skozi čas se te stvari povežejo na tak način, da to postane eno tako obvezno, intimno doživetje, brez katerega si ne znaš predstavljati poletja. Verjetno bo prišel tudi dan, ko bo imel zadnjič nastop na Jurčku, ampak zdaj, dokler še spravim skupaj 1,5 ure in dokler publika še poje z mano, dokler se še smeje mojim vicam, mislim, da bo organizator zainteresiran za to, da še nastopim. Če ne mi bo pa povedal, zdaj ponavadi se organizatorji najlažje znebijo nastopajočih tako, da rečejo, da nimajo denarja. To pri meni ne pali. Zdaj nastopili in nastopate v bistvu na različnih odrih, ki imajo tudi drugačno publiko, drugačen profil publike. Kako v bistvu iz leta v leto zanimirati publiko, je to dodaten izziv, da jim ponuditi verjetno tudi nekaj novega? To je poslovna skrivnost, to se ne sme povedati. Ampak očitno mi uspeva. Skratka, gre za to, da se ne zadovoljim samo z enim stilom, z enim žanrom. Jaz sem v bistvu en tak večnamenski multipraktik. In ne vem, nikjer ne piše, da bi moral celo življenje početi samo eno stvar, tako da to je to. Pa vas je mogoče kaj strah, da bi se vas publika naveličala in bi bili mogoče pred praznimi tribunami oziroma pred malo številčno publiko? Strah bi me bilo, če bi bile naro in če ne bi poskušal vsake 2 leti recimo zamenjati programa. Kako bi rekel, zadrega je ravno obratna. Publika hoče vedno ene in iste pesmi, tako da približno pol koncertnega programa je vedno tistega, ki se ponavlja že zdaj skoraj 30 let. Tako da zdaj mislim, da je to tako never ending vprašanje. Dokler so tribune polne in publika poje zraven in se zabava, mislim, da je to osnovni znak, da dobro delaš. Kaj pa je najbolj nora stvar, najbolj nenavadna, ki se vam je zgodila na Lentu, ali pa mogoče kak prostor, ki bi ga obiskovalcem Lenta priporočili, mogoče za kako romantično stiskanje, pa karkoli? Tudi to je poslovna tajna. Veliko takih prostorov je, vsak si mora najti in izboriti svojega. Glede na to, da to vaš časopis in te oddaje gleda tudi moja mama, bom zdaj modro molčal.